Nepremičninski pozdrav, vidim, da smo končno v živo, smo imeli malo tehnične težave danes. Tako da moje ime je Mojca, hvala, da se spremljamo, hvala, da nas spremljate. Ura je 12, oziroma par minut čez 12. Tako da danes, kot smo že omenili, bomo odgovarjali na vaša aktualna vprašanja, ki jih dobivam. Vesela in hvaležna sem, da ste tukaj z mano, in vesela in hvaležna bom, če boste spodaj v komentar napisali vsi tisti, ki seveda poslušate posnetek, spodaj posnetek. Tisti, ki pa gledate tole zdaj v živo, pa vidim, da se že nabirate. Pa gremo kar na aktualna vprašanja. Jaz sem kar po pravici povedala, ful dosti vprašanj sem že odgovorila na zasebna sporočila vam. Nekatera vprašanja, pa tudi čeprav sem odgovorila že, bom danes vseeno prebrala, tako da mogoče pa še komu drugemu pomagajo ta vprašanja. Pa gremo na vprašanja. Kako zmanjšujemo kapitalski dobiček? Ja, Bernard, zdravo. Kapitalski dobiček v bistvu zmanjšujemo z vlaganji oziroma vzdrževanji nepremičnine. V poštev seveda pridejo na davčni samo računi, ki jih imate za to nepremičnino in morajo biti seveda na vaše ime. V primeru recimo, da ste na nepremičnini prijavljeni že več kot 3 leta, ste seveda oproščeni kapitalskega dobička. Jaz vam bom tako v praksi povedala, kako približno to izgleda. Stranke mi ponavadi prinesejo taki kup položnic oziroma računov za nepremičnino in jaz ponavadi to kar napišem v Excelovo tabelo, torej pogledam vsaki račun posebej. Seveda ne pridejo v poštev računi, ne vem, za sedežno, ne pride v poštev račun za kuhinjo, zato ker je to oprema, torej oprema se tukaj ne šteje, lahko pa jo v prodajni pogodbi navedete opremo, vrednost te opreme v enem členu, naprimer napišete vrednost nepremičnine 100.000, vrednost opreme 10.000. Tako da opremo recimo lahko ovrednotite v prodajni pogodbi. Za vse ostalo pa potem za investicije in vlaganje pa torej potrebujete račune. Te račune potem davčna pregleda in se seveda kapitalski dobiček zmanjšuje oziroma odštejejo še ta vlaganja. Zdaj eno zadevo, ki bi rada izpostavila, pa sem zadnjič pozabila povedati, in sicer kapitalski dobiček več ni 25%, na razliko med nakupno in prodajno vrednostjo, ampak se je s 1.1. seveda povišal na 27,5%. Jaz sem si zdaj tukaj napisala, do 5 let lastništva je zdaj 27,5%, od 5 do 10 let lastništva je 20%, od 10 do 15 let 15%, od 15 do 20 let pa je potem 10%, nad 20 let pa je potem seveda neobdavčeno. Tako da okrog kapitalskega, jaz upam, da je bilo to zdaj razumljivo, da sem na neki taki način povedala, da ste razumeli, teda mi lahko spodaj v komentar napišete razumljivo, oziroma če so še kakšna dodatna vprašanja, mi seveda lahko spodaj napišete ali pa seveda na zasebno sporočilo. Torej, kapitalski dobiček po novem 27,5% se seveda zmanjšuje za vaše investicije oziroma vzdrževanja v nepremičnino. Seveda rabite račune za to. In še ena zadeva, da ne bom pozabila, zdaj ko hočem vam to nekako po alinejah povedati, v primeru, da ste na nepremičnini prijavljeni več kot 3 leta, torej zadnja 3 leta, pa seveda davka na kapitalski dobiček nimate. Pa gremo na drugo vprašanje. Ina. Z Ino smo že uredile na zasebno sporočilo, bom pa vseeno prebrala vprašanje pa poskušala razložiti na čim bolj razumljiv način. Do naše hiše vodi cesta po drugi parceli. Nismo sigurni, če je parcela občinska, mislim, da ni. Sosedje nam pustijo dovoz do hiše.
kje to preverim. Kot sem že Ini zapisala, v glavnem, tukaj se dostikrat zgodi v praksi, ko prodajamo določene nepremičnine, da ugotovimo, da seveda dostopi niso urejeni. Banke so zelo striktne okrog tega in seveda želijo, da potem naredimo za sosedi določene služnostne pogodbe, da se seveda te zadeve tudi uredijo, kar je čisto normalno seveda. Zdaj to seveda preverite, najprej pogledate po GURS-u, če ne veste, katera parcelna številka je parcelno številko, potem pa pogledate seveda v zemljiško-knjižni izpisek, da vidite, kaj je tam vpisano. Zdaj, če je ta zadeva urejena za cesto, bo ponavadi notri pisalo služnostna neka pravica, v primeru, da pa je od občine ali pa od Republike Slovenije, pa bo pisalo ponavadi kar javno dobro. Tako da, pogledajte v zemljiško knjigo, seveda, če imate te dostope urejene. Teda, napišite mi, če je tudi to razumljivo. Naslednjo vprašanje je poslal Gregor. Zdravo, sem zamudil vprašanja, tako da če bo še kaj odgovarjala. Kakšne so možnosti odplačevanja nepremičnine, recimo starejše vaške hiše, preko najemnine in na kaj seveda paziti pri tem? Ja, tukaj je zelo pomembno, da naredite dobro pogodbo. V praksi smo mi imeli eno tako zadevo lani in sicer smo naredili kar leasing pogodbo in seveda so se stranke vpisale notri z zaznambo. Zaznamba velja 1 leto in zaznambo more pa vložiti lastnik. Teda tukaj je zelo odvisno od situacije, in ne bi zaradi to nekaj preveč razlagala, ampak to je zelo odvisno torej od situacije oziroma od posameznega primera, torej dobra pogodba. Tako da najboljše, da date seveda prodajno pogodbo oziroma leasing pogodbo ali na kakršenkoli način boste to izpeljali, dajte to narediti preko nekoga, ki se seveda na te zadeve spozna in se seveda zelo dobro zaščitite. To je to, ostala vprašanja, mislim, da sem kar odgovarjala sproti. Vse tisto, kar mislim, da je zanimivo, potem tudi, da razložim še javno, povem, tako da jaz vas vabim, da mi še kar naprej pošiljate vprašanja. Sem zelo vesela, da mi jih pošiljate. Kaj se pa trenutno dogaja na nepremičninskem trgu? Zdaj, bom rekla, zadnjih par dni imamo spet zelo dosti klicev, kar je verjetno posledica tega, da bomo očitno kmalu šli iz karantene, ker se jaz zelo, zelo veselim, da bomo spet skupaj lahko tudi v živo. Tako da, kot sem že omenila dostikrat, vse odvisno, ali bodo cene padle ali ne, od tega, kako dolgo bo zadeva trajala. Izgleda pri nas ne bo se ponovil scenarij, kot je bil v Italiji recimo, teda jaz srčno upam, da se zadeva umirja in da ne bo nekih hujših posledic. Najemniški trg, recimo, dobili smo že kar nekaj ponudbe, ki jo bomo kmalu dali na stran za nepremičnine, ki so prej bile seveda v kratkoročnem turizmu, teda tu okrog najemniškega trga se bo sigurno zdaj sprostilo, malo vsaj, no, upam. Vse ostalo pa, kaj naj rečem, bo čas seveda pokazal svoje. To je to, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste bili tudi tokrat z mano. Vabim vas, da se mi spet v sredo pridružite ob 12. uri. Napišite mi še kakšna vprašanja. Vesela in hvaležna bom, če menite, da bo tale video oziroma te informacije pomagale še komu drugemu, teda bom vesela, če ga delite na svoj zid, da pride seveda da pride do čim večjega števila ljudi. To je z moje strani za danes vse, lepo vas pozdravljam, kot vedno ostanite pozitivni, razmišljajte pozitivno, smejte se dosti, danes je ful lepi dan, tako da to je to, pa pa!